Stanje po prvi svetovni vojni, splošno pomanjkanje, občutek opeharjenosti in strah pred komunizmom sta omogočila nastanek totalitarne fašistične ideologije. To je posledica prve svetovne vojne. Takrat je evropska družba v celoti, v bistvu, če pomislite na milijone mrtvih, pohabljenih in takih in mobiliziranih vojakov, fantov, mladih moških, ki so bili mobilizirani pač v armade, ki pa potem zlasti v nekaterih državah težko dobijo spet tisto vlogo v povojni družbi. In prav med takimi se seveda ideje, kot so fašizem, sistemi, kot so razne avtoritarne sistemi, kjer je vloga vodje zelo prisotna in nekega mesije, ki bo rešil svet pred pogubo. Ta poguba je bila večkrat mišljena bolševizem, sovjetski komunizem, ki se je uveljavil v Sovjetski zvezi. Skratka, pride seveda na dan. In taki sistemi potem, taka družba je pripravljena prevzeti te ideje, ki se uveljavijo domala v prvih povojnih letih v celotni evropski družbi. Sicer res, kot izpostavljeno, v Italiji pridejo najprej na oblast, ampak daleč od tega, da bi bile druge države, da se takih pojavov ne bi imele. To se pozna recimo v tem italijanskem primeru, zlasti na tistih območjih, ki so potem postanejo po prvi svetovni vojni predmet nekega mednarodnega trenja za meje. Italija leta 1915 vstopi v vojno, napade Avstro-Ogrsko, seveda pod pogojem, da ji države Antante, kasnejše zmagovalke, seveda obljubijo en lep del Avstro-Ogrskega, oziroma tisti del, Avstro-Ogrskega cesarstva, za katera se Italija zanima. To se pravi Južna Tirolska, to se pravi Trst in celotno avstrijsko primorje, dele Istre oziroma celotna Istra, dele Dalmacije in ali pa del vzhodnega Jadrana. Že 2 leti pred znamenitim pohodom na Mussolinijev pohod na Rim leta 1922 in uradnim prevzemom oblasti je ta rasistična ideologija nakazala smer svojega delovanja. 13. julija 1920 so namreč kvadristi v okviru pogroma nad slovenskimi in slovanskimi ustanovami načrtno požgali Narodni dom v Trstu. Kot opozarja Klabjan, je požig rezultat daljšega procesa ustvarjanja napetosti s strani pripadnikov fašistične stranke. Glejte, to je v bistvu rezultat enega daljšega procesa. To seveda se ne zgodi iz dneva v dan in že v času Habsburške monarhije je prihajalo vse od polovice 19. stoletja dalje do raznih napetosti, v katerih je bil večkrat tudi seveda nacionalnost ena izmed tistih ključnih točk trenja. Seveda ni bilo vedno to eno in edino. Razlike imamo na socialni bazi, na drugih pač zaradi ekonomskih razlogov, ampak seveda tudi nacionalnost igra svojo vlogo. Tako da je večkrat prihajalo do takih napetosti, zato bi težko nekako rekli, da pride do nekih prvih pojavov nacionalnih trenj šele po prvi svetovni vojni. To je že daljši proces, ki pa se seveda po prvi svetovni vojni nekako, če to pa delovalo znotraj nekih imperialnih struktur Habsburške monarhije, ki je nekako to vsaj delno blažila, ta nasprotje in te napetosti, potem se seveda tehtnica prevesi na eno stran, kjer imajo italijanski nacionalisti in irredentisti v bistvu ne samo proste roke, ampak celo podporo novih oblasti. Ne smemo pozabiti, da italijanska vojska vojaško zasede celotno to območje v začetku novembra 1918 in v nekaj tednih v bistvu zasede vse tisto, kar ji je obljubljeno leta 1915 z Londonskim paktom.
To območje je za 2 leti pod vojaško zasedbo. Seveda se potem znotraj menjujejo razna civilna in vojaška oblast, ampak tukaj je v bistvu zasedbeno območje, ki se šele novembra 1920 z dogovorom v Rapallu nekako pride v okvir kraljevine Italije. Daleč od tega, da bi pa ta stvar rešila vse skupaj, zato ker prvič so mnogi si neke pomiritve ne želijo. Predvsem zaradi političnih razlogov in zaradi lastne politične računice. Ljudje so v marsikaterem primeru naveličeni vsega tega. Naveličeni so 4 let vojne, pomanjkanja, tukaj je bilo izredno hudo pomanjkanje, povsem, po najosnovnejših stvareh. Tega so naveličeni, želeli bi si stabilnosti, želeli si katerekoli, samo da bo že enkrat mir. Naj pride, kdor pride, samo da bo te revščina konec. No, in tako da skušajo pa nekateri to izkoristiti, to nelagodje, nekateri izkoristiti. Med temi ne smemo pozabiti pohod Gabriela D'Annunzia z svojimi pajdaši na Reko, ki jo zasede septembra 1919. To je eden izmed tistih viškov, trenutkov napetosti, ko tudi v mednarodnem okolju se diplomacije raznih držav bojijo, da bo prišlo do vojne med Italijo in Jugoslavijo. Zaradi tega, do tega sicer ne pride, ampak daleč od tega, da to ne bi bilo možno. Nekateri si to želijo, med temi D'Annunzio namreč, da bi in v to strategijo napetosti spada tudi požig Narodnega doma. Kajti takrat že govorijo, da bo prišlo do neke pomiritve, da se boste državi sicer uspela zmeniti, kako in kaj, kje bo potekla ta meja, kakšni bodo pogoji. No, seveda to gre v nos tistim, ki si kot D'Annunzio želijo in kot fašisti seveda želijo, da bi z neko bolj agresivno zunanjo politiko strani Italije. In zato skušajo podžgati strasti, tudi na tak način, da napadejo Narodni dom. Že sam dogodek spada v protestno akcijo, ki jo sprožijo lokalni tržaški fašisti kot protest proti uboju 2 italijanskih mornarjev med napetostmi v Splitu, kajti celotno območje od Trsta navzdol je takrat bilo neko žarišče napetosti, ni bil samo Trst, namreč to je bilo pač od Reke do Splita, Šibenika in tako naprej. Skratka, celotno območje, ki je bilo nekako v nekem limbu, v nekem nedorečenem stanju, pride do tega protesta in lokalni fašisti potem napadejo in sežgejo Narodni dom. 12. novembra istega leta je bila v Rapallu podpisana pogodba med kraljevino SHS in kraljevino Italijo, s katero je bila določena meja med kraljevinama in po kateri je bila italijanski kraljevini dodeljena tretjina slovenskega etičnega ozemlja. Novo politiko na novo pridobljenih ozemljih je Mussolini nakazal že nekaj mesecev pred podpisom pogodbe, ko je v govoru v Pulju nakazal pričakovanja italijanske države. Citiramo: "Ko se srečamo s tako raso, kot je slovanska, manj vredna in barbarska, ne smemo proti njej izvajati politike sladkorčkov, temveč politike palice. Ne bojimo se več žrtev. Meje Italije morajo potekati po Brennerju, po Snežniku in po Dinarskem gorstvu. Mislim, da se sme žrtvovati 500.000 barbarskih Slovanov za 50.000 Italijanov." Konec citata. 28. oktobra 1922 je narodna fašistična stranka izvedla pohod na Rim, po kateri je mesec dni pozneje de facto prevzela oblast v Italiji. Na ozemljih pridobljenih po prvi svetovni vojni je Italija takoj pričela s politiko poitalijančevanja. Slovenska osebna imena so bila spremenjena v italijanska, v šolah in javnih ustanovah je bila slovenščina prepovedana. Zasedbena politika je bila usmerjena proti vsem za fašiste motečim elementom. Na začetku v bistvu so tukaj bi grešili, če bi mislili, da gre to za enoznačno politiko. Tu gre za več akterjev,
Vsak nekako deluje po svoje, vsak ima svoje zahteve, vsak ima svoje želje in na koncu potem vsak ima tudi svojo možnost to konec koncev tudi realizacije. Nekateri, kot so vsaj na začetku, prvih nekaj tednov, Carlo Petiti di Roreto, ki je na čelu tega vojaške uprave, po mojem iskreno misli, da bo uspel kot z nekim paternalističnim odnosom tega pol milijona Slovanov le nekako brez večjih težav asimilirati v 40-milijonsko italijansko državo, to pa ne bo problem. Izkaže se pa, da njegova ideja prvič, da to ne bo šlo tako zlahka, drugič, zato ker prijemi nekaterih drugih pa so bili bistveno bolj nasilni. Zlasti lokalni nacionalisti so težili k temu, da bo odnos novih italijanskih oblasti, da s tem v bistvu spuca z vsem, če tako rečemo, po domače, z vsem tistim, kar je protinacionalno. In to so, seveda, sami po sebi že ne morejo biti nacionalni Slovenci in Hrvati, in so antinacionalni socialisti in komunisti, ki razmišljajo in delujejo internacionalistično. In zato s temi je potrebno znebiti. Zdaj, če ne bo šlo zlepa, bo šlo zgrda. In pričnejo se kar kmalu najprej proti tistim, ki so bili že moškim, ki so prišli iz razpadle Habsburške armade, te so v glavnem vse zaprli v razna taborišča in so se vrnili domov šele leto, morda dve po končanih spopadih. Ampak to velja tudi za tiste, ki bi znali biti nekako moteči za zasedbeno politiko. Kdorkoli je tukaj bil nekako v moteči element, in to so imeli karabinjeri zelo jasno pod nadzorom, celotno situacijo, spiske vseh ljudi, ki so bili potencialno ali dejansko bili nasprotni italijanski zasedbi, so v marsikaterem primeru končali v internaciji, v taboriščih, v zaporih in tako naprej. To se v bistvu začne kaj kmalu in nadaljuje v naslednjih mesecih. To so prvi ukrepi, ki jih sproži vojaška zasedba tega območja. Medtem ko se šele v naslednjih letih, ko fašizem pride na oblast, ta represija postane tudi državna represija, ki jo podprejo legalno z zakoni. Od seveda uvedbe samo italijanščine v šole, kjer od leta 1923, ko je uvedena Gentilijeva šolska reforma, do leta 1928 v bistvu izgine slovenščina kot jezik poučevanja v šolah in se slovenščina kot taka je prisiljena umakniti v zasebno sfero, kvečjemu v nekaterih primerih delno se to reši z poučevanjem slovenščine recimo v verskih okoljih, kot so recimo v cerkvah, kjer traja še nekaj let, ali pa na primer, kot so spremembe imen, priimkov posameznikov in posameznic, družin ali pa recimo okolij, vasi, mest kot takih, ki z dekretom italijanskega kralja leta 1923 pridobijo italijanska imena, ne. Tako da to poteka postopoma in v naslednjih letih. Ampak recimo vse do konca 20 let je recimo večina teh ukrepov že uvedenih. 6. aprila 1941 so sile vsi napadle in zavzele kraljevino Jugoslavijo, pri čemer je Italija zasedla notranjsko večino Dolenjske in Ljubljano, tako imenovano Ljubljansko pokrajino. Italijanska okupacijska politika je bila sprva milejša od nemške. Verjeli so v nadmoč svoje kulture, ki naj bi postopoma pripeljala do poitalijančenja pokrajine. Milejša politika se je na okupiranih območjih spremenila po prvih uspešnih uporniških akcijah v politiko etničnega čiščenja, kar poleg števila interniranih potrjuje tudi zloglasna okrožnica 3C, ki jo je podpisal general Roata, poveljnik druge italijanske armade in v kateri lahko preberemo sledeči odlomek.
S partizani ne smemo ravnati po načelu zob za zob, temveč glava za zob. Ali pa prebivalci hiš blizu kraja sabotaže bodo lahko internirani iz naslova represije, v tem primeru bodo zasegli njihovo živino in uničili njihove hiše. Z drugo svetovno vojno v bistvu se odpre tisto vprašanje meje, recimo rapalske meje, ki bi, če Italija bi se odločila drugače, bi verjetno obveljala vse do danes. Tisto je bila rapalska meja sprejeta strani obe držav, strani Italije in Jugoslavije, in je takrat naredila Italija usodno napako, da jo je sama nekako razveljavila rapalsko mejo in odprla ponovno to vprašanje. Zasedla del današnje Slovenije, si jo po enem mesecu prisvojila oziroma postala del, anektirala in postala del države Italije, ker je po vseh mednarodnih pravilih, dokler v času vojne, to nesprejemljivo in seveda tudi to je igralo proti njenim interesom v času po vojne, seveda, kot država poraženka. No, takrat si anektira to ozemlje, ga poimenuje italijanska pokrajina, provincia di Ljubljana, kjer v bistvu na začetku velja neko prepričanje, da bo uspela to območje z nekim mehkejšim pristopom okupacije oziroma brez nekih zelo pač takih primerov, kot je streljanj in množičnih pobojev, obvladovati brez večjih težav, kar pa dejansko, kot se izkaže v naslednjih mesecih, to ne uspe. Ne uspe zato, ker partizansko gibanje v bistvu ne more sprejeti sodelovanja z okupatorjem, kot to storijo mnoge takratne stranke in v bistvu Rimskokatoliška cerkev, ki se odloči za sodelovanje z okupatorjem. In glede na to, da je potem italijanska uprava nesposobna to upravljati, to ozemlje, se poslužuje takih prijemov kot drugod, kot se izkaže potem drugod na drugih zasednih območjih, z streljanji, z poboji, z gramozno jamo, z bodečo žico okoli Ljubljane in z vsemi temi politikami, ki jih v bistvu poznamo, v bistvu s tako represijo, kjer se bo z nasiljem skušalo nadzorovati neko območje. Kar pa je pripeljalo do nasprotnega učinka, še večje podpore partizanskemu gibanju. Leta 1943 je italijanska kraljevina kapitulirala, 2 leti kasneje se je druga svetovna vojna zaključila. Po vojni so zavezniške države z vrsto sodnih procesov v Nurnbergu pričele s procesom denacifikacije nemške države. V Italiji tega procesa ni bilo. Tako kot ga ni bilo niti v drugih državah, kjer je bilo močno kolaboracionistično gibanje. Po vojni je v bistvu nastane problem, ker ne samo zaradi tega, ker v Italiji ni tako imenovane denacifikacije in ni tako imenovanih nurnberških procesov. Tudi v Nemčiji ne gre vse to linearno in ne gre tako zlahka, zato ker tam seveda nekako odpravijo z tisti, ki so bili vodilni kadri in najbolj vidna imena nacističnega režima, ampak za vsem tam je stala, ne bom rekel cela država, ampak jasno je, da to ni šlo za neko skupinico pučistov, ki je prevzelo oblast. Večkrat mogoče s tem, da ko prikazujemo Hitlerja, ampak tudi Mussolinija, kot nekega, samo kot posameznika, po mojem to naredimo zato, ker si nočemo priznati, da je družba kot taka odgovorna, da je prišel Hitler, da je prišel Mussolini in vsi ostali na oblast. Niso prišli z nekimi vojaškimi puči, z vojaškim udarom, prišli so na podlagi demokratičnega
volilnega rezultata, predvsem v nemškem primeru, ampak tudi v italijanskem primeru. Mussolini ni prevzel oblasti z pohodom na Rim, ampak zato, ker mu je kralj, kot je bilo takrat v italijanski ustavi, mu podelil nalogo za to, da oblikuje svojo vlado in je imel potem v teku 20 in 30 let seveda v marsikaterem italijanskem okolju tudi precejšnjo podporo. Tako da tudi seveda ta povojna situacija se je nekoliko ni mogla čez noč spremeniti. Res je, da je prišlo do zelo dolgega procesa denacifikacije, ki danes lahko rečemo, da je delno uspel v Nemčiji. Seveda pomanjkljiv je v vseh drugih evropskih državah. V Italiji, ampak tudi drugod, kjer smo imeli zelo veliko, dajmo tako reči, kolaboracionizem z okupatorskimi oblastmi, z nacisti, z fašisti, ni bil obroben. Je bil dejansko zelo, zelo prisoten v družbi. Zdaj, tukaj seveda imamo različne oblike te podpore. Zdaj, ali je to bila zelo vneta podpora, lahko je bil molk, lahko je bilo, teh je seveda bilo največ, ampak zdaj tukaj takih, ki so sodelovali z nacisti in fašisti, je bilo težko potem po vojni te družbe preoblikovati. Po vojni se je v Evropi začelo povezovanje med zahodnoevropskimi državami kot odgovor na skrajni nacionalizem, ki je opustošil kontinent, in kot taka je Evropska unija utemeljena na antifašističnem boju. Pa kljub temu, po mnenju Klabjana, Evropska unija pri pogledu na preteklost dela napako, saj enači totalitarizme, ki kljub nekaterim podobnostim niso primerljivi. Evropska družba kolaboracionizma do danes ni predelala, kar pa ima posledice tudi danes. Pozabili smo pa na vlogo, ki so imeli tisti mnogi drugi, ki so s fašisti in nacisti sodelovali. Tako da to gre za ne gre samo za italijanski ali pa slovenski fenomen, po mojem gre tukaj za en problem evropske družbe, ki ta proces ni uspela sama razjasniti. In to govorimo lahko za Francijo, lahko govorimo za Nizozemsko, lahko govorimo tudi za nevtralne države, za Švico, za Švedsko in tako naprej. Skratka, te podpore z nacisti in fašisti v času druge svetovne vojne mi kot evropska družba nismo v teh 70 letih nismo v bistvu nismo speljali. In tukaj vidim jaz potem v tej nedoslednosti, potem vidim tudi ta narativ, ki se danes pojavlja, ki pa seveda ni od danes in traja že 20, morda 30 let, kjer zgodovino Evrope vidi kot neko, 20. stoletja namreč, kot nedolžno žrtev dveh totalitarizmov, ki se med seboj tudi geografsko in časovno ločujeta. V prvi polovici 20. stoletja nemški nacizem, ki nekako obvlada ubogo Evropo, po drugi svetovni vojni pa sovjetski komunizem. Brez razlik, in to je potem pa v 80. 90. letih pa pride velika Evropska unija, ki vse skupaj seveda odreši in nam ponuja boljši jutri. O tem ne dvomim, da je Združena Evropa, Evropska unija zaenkrat zelo dobra rešitev, boljša kot katerekoli prej, ki jih je uspela dobiti Evropa v 20. stoletju, ampak pogled na preteklost Evrope pa na tak način pa pomete pod preprogo seveda vse razne nacionalne kolaboracionizme, ki so bili seveda zelo zavzeti in nič manj zavzeti kot pa nemški nacizem in italijanski fašizem. Leta 2022, skoraj 80 let po koncu druge svetovne vojne, vodenje italijanske vlade prevzame skrajno desna stranka Bratje Italije pod vodstvom Giorgia Meloni.
Čeprav se deklarativno distancira od fašizma, njena politična kariera postavlja na laž. Že pri 15 letih se je namreč pridružila Mladinski fronti, podmladku neofašistične stranke italijanskega socialnega gibanja. V študentskih letih je bil vodja študentske akcije, študentskega gibanja postfašističnega nacionalnega zavezništva, nacionalno-konservativnega naslednika italijanskega socialnega gibanja. Leta 2020, ko je bil Narodni dom deklarativno vrnjen slovenski manjšini, je zapisala, da ne gre samo za izdajo italijanskega Trsta, ampak tudi za klavrno predajo komunističnim partizanom. In čeprav prepričanja ali bolje forma mentis Giorgie Meloni ustrezajo oznaki fašistična, je problem izraza v tem, da je bil skozi zgodovino izrabljen. Problem je, kaj mi pojmujemo kot fašizem. Zdaj, od samega nastanka fašizma je izraz fašizem dobil toliko njans, da v bistvu je postal neuporaben. Zato, ker smo ga uporabljali na vse možne načine, če pomislimo, kako je po letu 1948, ko je prišlo do razkroja in razdelitve med Titom in Stalinom, skratka v veliki komunistični družini pride do razkola med Titovci na eni strani in Informirojevci na drugi, se tukaj na Tržaškem za Titovce uporablja izraz titofašisti. Evo, zdaj pomislite vi na to, to je samo en primer, kako v bistvu beseda fašizem, v bistvu smo jo uporabili res na tolikšne načine, da bi si upal trditi, da danes ta beseda je zelo malo uporabna. Tako da definirati s tem, da nekomu rečeš, da je fašist, lahko ga postaviš na en kup različnih nivojev. In to se je pojavljalo od samega začetka, kot sem pač povedal v tem primeru. Zato sam izraz kot tak sistem veliko ne pomagamo. Po mojem, bolj kot iskati, ali so fašisti ali niso fašisti, zato ker smo s tem primerom ugotovili, da nam ta vzdevek, ki dosti ne pomaga. Bolj pomembno je, da se sprašujemo o vsebinah, končno. Da gremo pogledati, kaj nekdo naredi in v kakšno smer grejo ta njegova početja, ne samo zaradi in kaj v katero smer grejo njegove politike ali pa njene v primeru italijanske predsednice vlade. In jaz mislim, da tukaj na podlagi takih analiz potem uspemo razumeti, ali se nekdo obnaša kot fašist, ali je nekdo fašist, kot pa ga samo deklarativno poimenujemo kot tak ali pa ne kot tak. Letos se je na ulici Paduina v Trstu, siceršnjem tradicionalnem zbirališču skrajne desnice, zbrala skupina fašistov in spomin na vojnega poročevalca in desničarskega politika Almeriga Grilsa počastila s 3-kratnim fašističnim pozdravom. Almerigo Grills je bil sicer eden vodilnih članov Mladinske fronte v Trstu. Bil je znan tudi po tem, da je slovensko manjšino dosledno provociral in preziral. Kot pravi Klabjan, takšni dogodki za Trst niso novost, so pa sedaj bolj opazni zaradi oblasti stranke bratov Italije, tako kot zaradi tihe ali manj tihe podpore stranke strani uradnih oblasti. To ni nobena novost za Trst. To so s fašističnimi pozdravi. Ulica Paduina je bil sedež podmladka miselcev. Tam so imeli svoj sedež in v bistvu od tam so korakali z stegnjenimi rokami v fašistični pozdrav brez nobene cezure. Vse od druge svetovne vojne dalje so v Trstu izražali protislovenska gesla, pozdravljali s fašističnimi pozdravi in tu so imeli, če že ne podporo, vsaj potuho lokalne politike. Tako da to za Trst ni nobena novost. Bolj pride zdaj do izraza. Zakaj? Zato, ker so tudi na nacionalni ravni na oblasti. Ampak, če gledamo lokalno zgodovino, vse od druge svetovne vojne dalje, tu ima neofašistično gibanje v bistvu svoje najbolj zagrizeno jedro. Tako da fašistični pozdrav ali pa v spomin na Almeriga Grilsa ali pa na druge
fašiste, neofašiste, pripadnike neofašističnih skupin, to ni nobena novost. Če bi prišli pred 10 leti, bi na intervju bi izvedeli, da je takratna občinska uprava poimenovala trg v Barkovljah po Almerigu Grilcu. Tako da ni to stvar samo za nekih obrobnih neofašističnih skupin, ampak je to v bistvu rezultat poveličevanja fašistov strani uradne politike. To sicer na lokalni ravni, ampak vidimo z debato o tem, kako bi bilo potrebno poimenovati cel kup ulic in trgov po vodi stranke MSI, mislecev Almiranteju po celi Italiji, potem to v bistvu lahko razumemo kot posledica, kako se iz nekega lokalnega okolja to širi potem na nacionalno raven. Ampak zdaleč od tega, da bi bila to neka dovolnost. Dejstvo je, da so posledice nesoočenja s polpreteklo zgodovino vidne še danes, bodisi v nastajanju oziroma izpostavljanju skrajnih skupin, bodisi v uradni politiki, ki le slabo prikriva zgledovanje po preteklih režimih. Vprašanje je, kaj storiti, da bi se pojavnost takih dogodkov zmanjšala. Še boljše vprašanje pa je, ali je državi sploh v interesu kaj storiti, da bi podobne manifestacije preprečila. Italija ne bo storila ničesar. Italija bo čisto obratno, po mojem, bo še bolj podpihovala taka gibanja. Nenazadnje je predsednica vlade Melonijeva prejšnji teden z velikim zanimanjem spremljala novico, da se stranka Vox v Španiji krepi. Nenazadnje ta vikend je prišla tudi anketa, da se AfD v Nemčiji recimo krepi, tako da je tukaj en cel kup takih primerov in jaz verjamem, da se dokler bo ta vlada v Italiji in zaenkrat nič ne kaže, da ne bi nadaljevala s svojim delom, verjamem, da se takih politik, takega ustroja vse splošno v Evropi zelo veseli. Zato ne verjamem, da bo kakorkoli obrnila svojo politiko, oziroma kakorkoli spremenila, kvečjemu bo še bolj podprla take pojave. Klabjan se je dotaknil tudi italijanske narative fojb in pravi, da je zaskrbljujoče, da posamezne italijanske dežele sprejemajo zakone, s katerimi lahko posameznike, ki izražajo nasprotna stališča od uradnega narativa o fojbah, to je množičnega poboja Italijanov s strani partizanov samo zato, ker so bili Italijani, lahko kaznuje. Napako pa je naredila tudi naša država, ker se na italijansko retoriko zgodovinskega revizionizma ni odzvala ne dovolj odločno, ne pravočasno.